Friedrich Schiller je nekoč zapisal: pravljice, ki so mi jih pripovedovali v otroštvu, imajo globlji pomen kakor resnice, katerih me je naučilo življenje. V Splošni knjižnici Slovenske Konjice je v sredo 24. februarja 2016 potekal že 7. leto zapored pravljični večer za odrasle v organizaciji Mariborske knjižnice in v sodelovanju s knjižnicami iz partnerskih mest in pridruženimi knjižnicami. Knjižničarji in knjižničarke so prišli iz 4 gostujočih knjižnic: iz Mariborske knjižnice Robert Kereži in Lea Hedl, Liljana Klemenčič iz knjižnice Ivana Potrča Ptuj, iz Mestne knjižnice Ljubljana Barbara Kajzer, iz knjižnice Lenart Aleksandra Papež in Marko Bezenšek iz gostiteljske knjižnice Splošne knjižnice Slovenske Konjice. Namen takšnega večera je predvsem tradicionalno srečanje, okrepitev sodelovanja med knjižnicami partnerskih mest in zanimivo pripovedovanje pravljic, kar vse prisotne poslušalce kulturno obogati. Moje ime je Robert, prihajam iz Mariborske knjižnice. Meni bo malo časa trajalo, imam še nekaj vizite. Skratka, zadeva, ki vam bom danes predstavil, se imenuje Kamishibai. In to je po japonsko tradicionalno pripovedovanje zgodb o naslikanih risbicah. Torej, kamishi pomeni papir, je naslikan, bai pa pomeni pripovedovati. In v času gospodarske krize na Japonskem je bil to marsikateremu edini vir zaslužka. Ponavadi so imeli takšne škatle na kolesi, tako da so lahko v enem dnevu obredli več točk, kjer je bila ta točka seveda frekventna, kjer je bilo več ljudi in so tam služili na ta način denar. Ponavadi so to bili moški, ženske pa so tem moškim spekle posebne riževe kolače in najprej so si poiskali kraj, kjer so pripovedovali zgodbo, potem so imeli 2 palčke, s katerimi so pač priklicali ljudi, da se bo nekaj začelo dogajati, potem pa so ljudje v eno škatlico metali denar, z druge škatlice pa so imali riževe kolačke, sedli in poslušali zgodbo. Danes jaz palčk ne bom uporabljal, ker ste se že zbrali. Žena žal ni spekla piškoto, sem pa vam prinesel zgodbo v obliki Kamishibaja. Ponavadi se ni pripovedovalo do dvorana, zato mogoče so malo slabše slikice videli. Paglavčeva obljuba. Nekega dne sta se v tistem kotičku jezera, kjer se srečata vrba in gladina, srečala tudi paglavec in gosenica. Dolgo sta drug drugemu zrla v oči in ker je bil pač mesec maj, sta se zaljubila. Ti si moja čudovita pisana mavrica, je govoril paglavec gosenici. In ti si moj čudovit črn biserček, je govorila gosenica paglavcu. In veš kaj, vse na tebi mi je všeč, ravno takšna kot si, je govoril paglavec gosenici. In gosenica mu je odgovorila, tudi meni je na tebi točno všeč, takšen kot si, zato te prosim, da se nikar ne spremeni. Obljubiš? Obljubim, je rekel paglavec. Ampak, nažalost, ali na veselje, se vse na tem svetu spreminja. Tako kot se spreminjajo letni časi, kot se spreminja dan in noč. Tudi vi ste nekoliko spremenjeni od lanskega leta, če imam prav spomino. Se seveda tudi naš paglavec ni mogel držati obljube in naslednjič, ko sta se srečala s gosenico, so mu obred pognali. Oj, prelomil si obljubo, je bila gosenica vsa na robu solz. Oprosti, nisem hotel, se je branil paglavec, ker sami sta mi pognali. Ampak prelomil si obljubo, solze so ji že skoraj kapali iz oči. Ti si moja čudovita pisana mavrica, jo je mehčal paglavec. No prav, je rekla gosenica malce umeščana, naj ti bo, dam ti še eno priložnost. Ampak prosim, da je tokrat ne prelomiš obljube. Obljubiš, da se ne boš spremenil? Ne bom, seveda ne bom, je rekel paglavec. Ampak saj veste, kako je to spreminjanje, vse sem že prej povedal. Naslednjič, ko sta se srečala, seveda paglavec spet ni mogel držati obljube. In tako sta mu ob zadnjih 2 pognali še v sprednji lokaci. Oj, je bila že malce jezna gosenica, spet si prelomil obljubo, tokrat že drugič.
Ampak oprosti, kaj morem, nisem jih naročil, kar same so mi pognale. Ti si moja čudovita pisana Mavrica. No prav, naj ti bo, je rekla Gosenica. Tokrat ti zadnjič dajem možnost, da ne prelomiš več obljube. Obljubi, da se več ne boš spremenil. Obljubim, je rekel Paglavec. Ampak se veste, kako je, z obljubami in spremembami. Naslednjič, ko ste se srečala, je bil Paglavec brez repa. Oj, tretjič si prelomil obljubo in sedaj si zlomil tudi moje srce, je rekla Gosenica. Ampak, oprosti, nič ne morem, kar sam je odpadel. Ti si moja čudovita pisana Mavrica. Ampak, ne, tokrat mu Gosenica več ni oprostila. Rekla je, ampak ti nisi več moj čudovit črn biserček. In vsa solza je splezala po drevesu navzgor, kjer se je zavila v žalost in za nekaj časa zaspala. Pripovedovanje zgodb in pravljic je nekaj, kar človeštvo povezuje že od nekdaj. Pravljice poznajo vse kulture. Iz zakladnice ljudskega pripovedništva črpajo vsi narodi. Knjige so most do spoznavanja drugih in drugačnih ljudi, pa tudi do vseh znanstvenih disciplin so most do znanja. Bralec bo vedno znal poiskati prave in pravilne odgovore, ker se v branju skriva čarovnija razumevanja vsega. Za glasbeno spremljavo je tokrat poskrbela Simona Kropec. Čas ni kriv za črne pismi in vest bogov je čista, duh pestuje nas.